No, nas na trenutku najbolj moti namera, da bi prepovedali vse tiste referendume, ki lahko vplivajo na javnofinančne odhodke. To so praktično vse pravice. Ne. V tem delu absolutno nasprotujemo. To bi pomenilo praktično blokada referenduma. Ljudje pa vendarle morajo imeti pravico odločati o pomembnih stvareh. Ne. Tudi ta diskusija, ki se odvija med poslanci, da je postavil kvorum 35%, ne, je v bistvu manever, da bi preprečili. Pravzaprav to je dvolično. Ne. Potem mi predlagamo, da postavijo 35% kvorum tudi za volitve. Bi morali že od leta 90 spodbujati aktivno državljanstvo od osnovne šole naprej, da bi ljudje vse več znali neposredno odločati, ne pa da se je to omejevalo in poneumljalo. Ne. No in ves ta čas so se kratile pravice neposrednega odločanja. No, zdaj gre pa po naslednjih korakih do končne, očitno do končne omejitve in to je vračanje pač v enoumje. No. Koliko so referendumi verodostojni, če je udeležba tako nizka, kot je bila recimo na referendumu o pokrajinah in če nekateri drugih, ki ni dosegla niti, ne vem, 15%? Poglejte, pa se tudi pri volitvah, ne? Če gremo na poslance Evropskega parlamenta, so bili tudi pod 35, po tej logiki, ne? Glejte, tukaj so te skrajnosti, ne? In zdaj gredo naši poslanci v neko drugo skrajnost, tako da dajmo ljudem možnost, da o nekaterih stvareh odločajo, po nekih pravilih seveda. Čisto fizično ste se kar oddaljili od tam od sindikatov, ki tudi presticirajo to, kakšna simbolika ali zgornje naključje, da ste... Ne, čisto sem zdaj prišel, ampak je pa res, da sindikati pa res nimam jaz nič, no, ker to so vodje sindikatov, so plačanci, 22 let so zraven, če bi bili sindikalisti pravi ljudje, bi imeli že generalni štrajk pred 10-15 leti. To je bilo pač sodelovanje z oblastniki in to tudi zdaj delajo. No.